je avtobus speljal, sem nenadoma začutil roko v žepu. Ne bo zdaj rekel, da te je ti pokradel? Ma ne, mahnil sem ga po prstih, da je kar odskočil. Še dobro. Kaj dobro? Ne moreš si misliti, kaj je zinil potem. Kaj? Ja, da če ta kraja ni ratala, bo pač naslednja. Pa kaj si ti misli, da je? Finančni minister ali kaj? Pregled dogodkov minulih dni kaže, da si je vlada po zaušnici, ki jo je dobila od ustavnega sodišča, hitro opomogla. Finančni minister Uroš Čufer je optimist. Pač ena ni ratala, bo pač naslednja. Finančni minister torej verjame, da bo ratalo pač v drugo, če se je prvič svižilo. Še več. Čufer je za fiasko z nepremičninskim davkom prevzel celo odgovornost. Tako zdaj tega izjemoma ne bo treba storiti predsedniku države Borutu Pahorju. No, za zakon sem se zagotovo jaz odgovoren, ampak vsaka stvar v življenju se tudi ne posreči, tako da pač ena ni ratala, bo pač naslednja. Ker se torej v življenju človeku ne posreči vedno, je Čufer poskusil z drugo možnostjo. Ja, jaz sem danes v bistvu koaliciji predlagal, da najprej dvignemo davek na DDV. A glej ga šmenta. Včasih se ne posreči niti v drugo. Koalicijska državljanska lista je namreč dvigu davka na dodano vrednost ostro nasprotovala. Najbolj odločen je bil Gregor Virant, ki je prav v teh dneh s pomočjo 23 poslancev ohranil status vrhovne moralne avtoritete. Še enega dviga DDV-ja v tako kratkem času ne bomo podprli, teh glasov v parlamentu ni. Ker se je vlada v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo višala davkov, je morala najti drugo rešitev. Odločila se je za dvig trošarin za alkohol in alkoholne pijače, tobačne izdelke in energente. Tega so se najbolj razveselili upokojenci. Mi vse te ukrepe kot stranka Desus podpiramo, veseli smo, da ostanejo pokojnine takšne, kot so. Karla Erjavca so vladni ukrepi povsem pomirili, saj puščajo pokojnine nedotaknjene. Razen seveda za upokojence, ki kdaj pa kdaj kaj spijejo, ki kadijo, ki vozijo motorna vozila ali se pozimi celo grejejo z energenti. Nezadovoljen pa je bil poslanec državljanske liste Marko Pavlišič, ki očitno ni popolnoma dojel razlike med dvigom davkov in dvigom prispevkov. In zdaj, če se bomo tukaj lovili na besede, a je prispevek davek, a ni prispevek davek in tako dalje, sem to rekel, ja, potem pa za vsako naslednjo dejatev dajmo uvesti harač. Harač torej. In kaj je harač? Harač je davek, ki so ga v času turške vladavine sultanu plačevali vsi moški nemuslimani. Davek, prispevek, trošarina ali pa harač, naj se imenuje tako ali drugače, vselej so na udaru naše denarnice. In Marko Pavlišič kot liberalec s tem kaj pa da ni zadovoljen. Vprašanje je le, kako bo o tem prepričal svojega šefa Gregorja Viranta, ki pravi, da so v stranki s sprejetimi ukrepi zadovoljni. V državljanski listi smo seveda zelo zadovoljni, da ne bomo dodatno obremenjevali potrošnikov. V državljanski listi, kot vse kaže, torej niso popolnoma enotni. Razen pri glasovanju seveda. Kadar je prišlo na vrsto glasovanje, ni bilo doslej nobenega odstopanja. Počakajmo torej na trenutek resnice. Ta bo napočil, ko bo prišla premierka Alenka Bratušek, kot je napovedala, v parlament po zaupnico. Glede na njegovo nasprotovanje haraču, lahko pričakujemo, da Marko Pavlišič zaupnice Alenki Bratušek ne bo podprl. Razen seveda v primeru ponudbe, ki bi je ne mogel zavrniti.